Živijo, verjetno vsi veste, kdo sta tela dva. Seveda, to sta Calvin in Hobbes. Navihani šestletnik, ki je vedno poln domišljije, včasih tudi majčken čuknjenih idej in pa z zelo bogatim besednim zakladom, ter njegov tigrček, za vse druge ljudi razen za Calvina je pliško, Calvinu pa je Hobbes pravi prijatelj, ki ga spremlja, spodbuja v lumperijah in mu včasih tudi pridrži ogledalo. V slovenščini sta ta dva falotka nastopila že v 9 knjigah, ne samo, da sta popularna, dobila sta tudi že zlate hruške in tako naprej. To je tudi en najbolj priljubljenih stripov pravzaprav po celem svetu. In ravno letos v času digitalnega, spletnega knjižnega sejma bosta še v 10. spregovorila v slovenščini in sem zelo vesel, da sem tokrat jaz dobil priložnost, da jo prevajam in videli bomo tole knjigico. Super je, polna nekih prigod in se mi zdi, da to Calvinovo iskanje zabavnega, kreativnega in majčken lumpastega najbolj prikaže tale dialog iz enega mini stripka in gre takole. Lej, Hobbes, dobil sem pobarvanko po številkah, a veš, koliko je zabavna? Ampak sej ne barvaš znotraj črt in ne uporabljaš barv, kot kažejo številke. Ja, lej, če bi počel to, bi dobil isto sliko, kot je na škatli. Tako da jaz vam želim veliko pojanja po snegu, po travnikih, po stanovanju, po zaprtih garderobah s Calvinom in Hobbesom. Rad bi pa omenil še en drug strip, namreč istočasno tam okoli knjižnega sejma oziroma decembra bo prvič v slovenščini spregovorila Hilda. Takole, en stripek in še ta drug. Tako da, čeprav ta je ta prvi, ta je ta drugi. Gre za zgodbe o pustolovski deklici, ki živi visoko na severu z mamico v hiši na precej samotnem kraju, v svetu, ki je poln nenavadnih bitij. Troli so tukaj, velikani so, imamo potem leskota, možakarja, ki je narejen iz lesa, imamo čisto micene vilince, ki jih ljudje pravzaprav ne vidijo. In če je Calvin na eni strani zelo navihan, neugan, tudi predrzen, je pa Hilda ena taka neustrašna raziskovalka, ki gre in se je ni strah spopasti tudi s kakšnimi malo bolj strašljivimi zadevami, ampak vse skupaj zajame v svoje veliko srce in pa tudi v majčken sarkazma, ki ga je sposobna. Prebral bom en odlomek iz tega in sicer o srečanju Hilde z velikanom in potem gre brskat, kdo bi bil ta velikan, ki je nekajkrat večji kot vsi drugi velikani, kot jih običajno vidijo, in izve takole o njihovi zgodovini. Prav. Tako ogromni velikani ne hodijo po zemlji že grozno dolgo časa. Bili so prva bitja, ki so živela v teh dolinah, dolgo pred ljudmi in pojavami mojega kova, to je razlaga Lesko. Toda večina ljudi je na njih pozabila. Vse se je manjšalo, pojavili so se ljudje in gradili mesta, velikani so jih po nesreči pohojali, sledili so prepiri in spopadi. Svet preprosto ni bil več njihov, zato so morali oditi, a nihče ne ve, kam so odšli. Nekateri pravijo, da so skočili, kar so se mogli odriniti in odlebdeli v vesolje. Ključnega pomena pa naj bi bilo, da en velikan vselej sedi vrh najvišje gore, dolgo pozabljenega vršaca na severu. Tam mora neutrudno strmeti v črnino, čuvajoč zemljo predvsem, kar bi zapretilo od zgoraj. Slehernega mladega velikana lahko pozovejo za varuha na dolžnost, ki traja tudi tisočletje. In legende pravijo, da je kot poslednji varuh služil ta, Jorgen. In zdaj, ko je opravil svoje delo in se vrnil domov, ne bi se sestal s svojo prijateljico, a je odšla tudi ona, v Božec. Čisto sam je ostal. Ampak ni vse tako žalostno. Ta Hilda jih ima tudi kar precej za ušesi, tako da
prvi dve zgodbi, ki boste zdaj šli se dogajati še v divjini, potem se Hilda z mamico preseli v mesto, kjer pravzaprav teh nenavadnih bitij ne mrgoli čisto nič manj, mogoče še celo kakšno več. Zakaj se preselita, zveste na koncu druge knjige. To moram še povedati, pa na Netflixu lahko gledate risanko in mislim, da decembra pride tudi druga sezona. Tudi jaz sem dejansko to Hildo spoznal prek risanke, na kar sem v Bruslju v knjigarni videl strip, ga vzel in se zaljubil v te zgodbe. In potem sem ponujal ta strip okoli založba, na koncu je založba našla mene in sem vesel, da bo Hilda spregovorila v slovenščini tudi z mojo pomočjo. Tako da upam, da sem v vas zbudil zanimanje, zbudil iskrico radovednosti, tako da knjige lahko že prednaročite na www.didakta.si po posebni prednaročniški ceni, tako da ne spustite tega iz rok in veselo lovljenje po travnikih in pa raziskovanje pustega, ampak ne neprijaznega severa. Živja!